Za 29 novih projektov Savinjske regije 81 milijonov evrov. Z novim letom bosta turistična in promocijska taksa v mestni občini Celje znašali 2,5 evra. Z novim izvajalcem odstranitev zelenja iz razpok bolj učinkovita. Priprave na Evropsko rokometno prvenstvo fantov do 21 let so v Celju v polnem teku. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je s predsednikom razvojnega sveta Savinjske regije Brankom Kidričem in direktorico razvojne agencije Savinjske regije Ivo Zorenč podpisal dopolnitev dogovora za razvoj Savinjske regije. V dogovor je po novem umeščenih 29 novih projektov Savinjske regije v skupni vrednosti dobrih 81 milijonov evrov. Država bo iz evropskih in lastnih sredstev za te projekte namenila dobrih 51 milijonov evrov. Savinjska regija je za 29 novih projektov uspela pridobiti kar dobrih 92% vseh razpoložljivih sredstev. 9 na novo odobrenih projektov vključuje spodbujanje podjetništva, izgradnjo regijskega kolesarskega omrežja, okoljske projekte, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo ter izgradnjo cestne infrastrukture. Mestni svetniki mestne občine Celje so na torkovi 27. redni seji sprejeli odlok o turistični in promocijski taksi v mestni občini Celje v drugi obravnavi. Doslej je turistična taksa za nastanitvene objekte v mestni občini Celje znašala 1,265 evra. S 1. januarjem 2019 pa bosta turistična in promocijska taksa skupaj znašali 2,5 evra. Ta višina takse je bila določena na podlagi posvetovanja z Zavodom Celeja, saj imajo kot vodilni partner turistične destinacije nekoliko širši vpogled v določanje višin turistične takse tudi v drugih občinah na naši destinaciji, pa seveda tudi širše. Sprememba višine turistične takse in uvedba promocijske takse v deležu 25% vrednosti turistične takse, ki jo bo prejela Slovenska turistična organizacija, so posledica novega zakona o spodbujanju in razvoju turizma, ki je začel veljati 15. marca letos. Nov zakon občinam nalaga tudi strogo namensko sporabljenega denarja, ki ga bodo dobile iz naslova turistične takse. Prihodke z naslova turistične takse zakon o spodbujanju razvoja turizma namreč opredeljuje kot proračunska sredstva občin, ki so namenjene za izvajanje določenih dejavnosti, natančno določene v zakonu, kot so na primer informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe, promocijo turizma, varovanje nepremičnih spomenikov, razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture ter javnih površin, organizacijo prireditev in podobno. V preteklem letu je mestna občina Celje iz naslova pobrane turistične takse prejela slabih 52 tisoč evrov, ki jih je v celoti nakazala javnemu zavodu Celeja Celje. Zavod je turistično-promocijske aktivnosti izključno pokrival iz turistične takse in iz prihodkov s tržne dejavnosti. V lanskem letu je zavod pridobil cirka 51 tisoč evrov turistične takse, na turistično-promocijskem centru pa je imel cirka 68 tisoč evrov odhodkov. Mestna občina Celje je poleg pobrane turistične takse za promocijo in spodbujanje turizma skozi različne projekte in dogodke v lanskem letu zagotovila še 150 tisoč evrov. Se pravi API Mondija, potem javni razpis namenjen dogodkom, prireditvam in projektom. Naslednjo je bilo Maraton Celje Logarska dolina, scensko-glasbeni spektakel Karmina Burana, festival Celjski grad, kolesarska dirka po Sloveniji, mednarodni folklorni festival Polka Fest, muzikal Veronika Deseniška, Veronikina nagrada za najboljšo pesniško zbirko, otroci pojejo in se veselijo, pomoč pri promociji oziroma tisku, športni dogodki, potem za izdajo mestnega časopisa.
Svetniki so odlok v turistični in promocijski taksi sprejeli. Soglašali so tudi z amandmajem svetniške skupine Stranke modernega centra, ki predvideva, da se tudi v prihodnosti vsa sredstva iz naslova turistične takse namenijo Zavodu Celeja Celje. V celjskem javnem podjetju Voka, ki skrbi za urejanje občinskih cest v mestni občini Celje, so med letošnje naloge dodali tudi odstranitev zelenja iz razpok ob cestah, zlasti na pločnikih kolesarskih stez. V preteklosti so se tega sicer že lotevali, a ročno odstranjevanje ni bilo najbolj uspešno. Zato so letos najeli zunanjega izvajalca, ki je poleg odstranitve zelenja, reže in razpoke tudi zapolnil z bitumensko maso. Takole danes izgledajo številni celjski pločniki. Izreš in razpok, zlasti med asfaltom in betonskimi robniki, je namreč zaradi obilnega deževja v letošnji pomladi začelo rasti še več zelenja kot v preteklosti, a so zdaj v podjetju Voka za sanacijo izbrali novo metodo. Mi smo običajno vsa leta zalivali rege in razpoke na cestah. Letos pa smo dali večji poudarek zalivanju rek oziroma temu rastišču trave ob robnikih. To se pravi med cesto in pločnikom oziroma med cesto in pa kolesarsko stezo. V preteklosti smo se z tovrstnim klasičnim čiščenjem smo bili kar dosti neuspešni, tako da smo letos poskušali na ta podoben način kot na cestah, pri čemer je ta izvajalec del dal tudi 3-letno garancijo, da bo pač ta zadeva bolj uspešnejša. Izvajalec tako najprej zbrazda fugo, ki je zaraščena s travo, odstrani zemljo in druge umazanije, sledi izpihovanje fug, pometanje s pometalnim strojem, nato pa očiščene fuge namažejo z bitumensko emulzijo in na koncu zalijejo še s trajno elastično bitumensko zalivno maso. Nekako se zdaj pač zadeva zalije, hermetično praktično, ker je ta tudi bitumenska zalivna masa prilagodljiva. In ta rega, ki nastaja med asfaltom in betonskim robnikom, se v bistvu sproti zapira. Tako da je v bistvu neprodušno zaprta, se pravi, ni pogojev za rast. Tudi voda ne pronica v podtalje in seveda potem omogoča rast trave. Letos so že testno sanirali 10 km najbolj perečih cest. Trenutno smo uredili Milčinskega cesto, del Dečkove ceste, cesto na Ostrožno in pa en del Ipavčeve. Vsekakor načrtujemo, da bi s tovrstnim načinom nadaljevali, predvsem v prihodnjih letih, če bo pa denar še pa mogoče v letošnjem letu. Vrednost doslej opravljenih del je 20 000 evrov, denar je zagotovila občina v sredstvih za vzdrževanje cest. – 19. julija se bo v Celju začelo moško evropsko prvenstvo do 21 let. Po lanskem ženskem mladinskem evropskem prvenstvu bo to v 2 letih že drugo veliko tekmovanje, ki ga bosta gostili dvorani Golovec in Zlatorog. Organizatorji so na zahteven organizacijski zalogaj dobro pripravljeni. V prihodnjih tednih pa bodo postorili še zadnje podrobnosti, da se bodo udeleženci in gledalci v Knežjem mestu v času prvenstva počutili kar najbolje. Organizatorji mladinskega evropskega prvenstva zdaj že nestrpno odštevajo, potem ko se nezadržno približuje. Priprave so v polnem teku. Danes je 20 dni do samega prvenstva. Priprave tečejo v polnem teku, smo v zaključnih fazah priprav, tako da vse teče po planu. So zdaj to le še tisti detajli, verjetno okrog nastanitev pa dvoran, to je verjetno bolj ali manj vse že pod streho. Vse je dogovorjeno, hoteli, nastanitve, ekip bodo vse v Termani Laško, osebje EHF-a, sodniki, delegati in ostalo pisarniško osebje se strani Evropske rokometne zveze bodo nastanjeni v hotelu Evropa. Same dvorane se začnejo postavljati prihodnji teden, tako da do 16. julija bodo narete in da bo vse pripravljeno tako, kot pač more biti. V lanskem letu, ko smo organizirali žensko, mladinsko, evropsko prvenstvo, smo se tudi veliko naučili, moram reči. Tako da mislim, da letošnje leto bo detajlov, ki smo lani jih nismo pač naredili tako, kot je treba, ali so bili pomanjkljivi, bodo letos
spravljeni na višji nivo in tudi mislim, da sama obiskanost prvenstva, same postavitve v dvoranah in vse, kar spremljajoče prireditve, bodo na visokem nivoju. Največji magnet na prvenstvu bo zagotovo za domače slovenska reprezentanca. Ta bo skušala ob odlični podpori poseči po visoki uvrstitvi. Prve 3 tekme v skupini bo naša reprezentanca igrala v dvorani Golovec. Sigurno je izredno pomembna prva tekma, igramo jo ob 19:30 uri proti reprezentanci Norveške. Sigurno vsi pričakujemo, da se bo reprezentanca odrezala, da bo poskušala iti do čim večjih mest, tudi mi kot organizatorji si to sigurno izredno želimo. Tako da z naše strani bodo imeli pogoje vrhunske, tako da upajmo na najboljše. Novo prvenstvo v mestu ob Savinji pa bo znova tako za samo mesto Celje kot Slovenijo nova velika promocija. Sigurno mesto Celje bo živelo s tem prvenstvom, mislim, da bodo vsi hoteli polni, že danes imamo ogromno povpraševanj preko spletne strani, preko Facebooka, imamo informacije, da tudi hoteli se bukirajo že ze strani navijačev določenih reprezentanc. Mislim pa, da bo tudi naša reprezentanca imela izredno podporo iz strani tudi ostalih mest iz same Slovenije, tako da že danes vabim na spektakle, ki bodo v Golovcu in v dvorani Zlatorog. Prvenstvo se torej začne 19. julija. Jutri bo na vzhodu spremenljivo do pretežno oblačno. Tam se bodo že sredi dopoldneva začele pojavljati krajevne plohe. Drugod bo po deloma jasnem jutru spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem jih večinoma ne bo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija. Soboto bo spremenljivo oblačno, kakšna ploha bo lahko že dopoldne, predvsem pa se bodo pojavljale sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi posamezne nevihte. Še malo topleje bo. V notranjosti Slovenije bo pihal severovzhodnik. Nedeljo bo na vzhodu dokaj jasno, na zahodu pa sprva bolj oblačno, sredi dneva pa se bo zjasnilo. Prehodno bo spet nekoliko hladneje. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.